Moje ime je Toni Mlakar, jaz sem predstavnik Alpe Adria Green, zadolžen za varstvo narave. V Alpe Adria Green danes bom pa malo probal moderirati tole novinarsko konferenco. Tako da dovolite mi kratek uvod, da vam predstavim današnje konference. Pol bo pa spregovoril predsednik Alpe Adria Green, Vojko Bernard, o sami vsebini pobude za referendum, za predhodni oziroma za posvetovalni referendum. Na koncu vam bom pa pustil še, oziroma se dogovorimo še za par vprašanj, bosta pa odgovorila tudi predsednik pa predstavnik Alpe Adria Green, gospod Franci Malečkar, ki je pristojen za varstvo okolja. Torej, pozdravljeni še enkrat v imenu Alpe Adria Green, mednarodne okoljske nevladne organizacije. Dovolite nam, da vam predstavimo pobudo za razpis posvetovalnega referenduma o gradnji 6. bloka termoelektrarne Šoštanj, ki jo je naša organizacija včeraj vložila v Državni zbor. Namreč nahajamo se v času in prostoru, ko smotrne odločitve odtehtajo dvojno vrednost. Okoljska obremenjenost ter podnebne spremembe, ki vplivajo na zdravje in s tem tudi na kvaliteto življenja, nam narekujejo, da posebej pomembno obravnavamo razvojna vprašanja, kot so energetski razvoj in projekti povezani z njim. Projekt izgradnje TEŠ 6 že nekaj časa buri duhove tako med stroko, ekološko osveščenimi posamezniki ter nevladnimi organizacijami, kot tudi med širšo javnostjo. Mnenja so seveda deljena, prepletajo se tako gospodarska kot tudi ekološka vprašanja. V Alpe Adria Green projekt izgradnje TEŠ 6 spremljamo že dolgo časa. Nismo prisotni samo na področju razpravljanja o smotrnosti izgradnje, ampak smo v postopku udeleženi tudi kot stranski udeleženci. Prav tako smo pripravili že vrsto strokovnih posvetov in srečanj o učinkih projekta TEŠ 6, s čigar zaključki smo seznanili tudi že širšo javnost. Prav tako pa smo jih uporabili tudi za strokovno podlago tele referendumske pobude. Na ta način poskušamo postopke izvajanja projekta vključiti tudi sporne vidike učinkov tega projekta ter prispevati k višji okoljski zavesti. Verjamemo, da se v času vsesplošnega nezadovoljstva državljanov nad politično in gospodarsko situacijo omenjanje pobud za izvedbo referenduma pri marsikomu naleti na odpor, predvsem v smislu zapravljanja denarja za stroške izvedbe referenduma. Ampak poudarimo naj, da tudi v Alpe Adria Green nismo navdušeni nad tako možnostjo, vendar se nam institut posvetovalnega referenduma zdi skrajna možnost, ki bo predlagateljem projekta TEŠ 6 dala legitimno podlago za spremembo predlaganega projekta. Prav tako nam ta institut da najširšo možno podlago za javno razpravo o vprašanju, ki bo krojilo razvoj Slovenije, tako na gospodarskem, kot tudi na okoljskem področju. V Alpe Adria Green si prizadevamo, da bi nosilci oblasti in odločevalci zagotovili ekološki razvoj Slovenije, ki bi tudi našim potomcem omogočil preživetje ter postavitev naprave za pridobivanje električne energije, ki bi bila tudi v finančnem in ekološkem pogledu sprejemljiv za Slovenijo. In ne nazadnje, v Alpe Adria Green smo prepričani, da je projekt gradnje TEŠ 6 vprašanje, ki se dotika vseh državljanov Slovenije, ne samo prebivalcev Šoštanja in okolice, energetskih in drugih strokovnjakov ter politikov. Iz teh razlogov predlagamo posvetovalni referendum, ki bi ga izpeljali skupaj s kakšnim od predlaganih zakonodajnih referendumov v vidu minimaliziranja stroškov izvedbe. Zdaj pa prosim predsednika Alpe Adria Green, Vojka Bernarda, da nam nakratko predstavi pobudo za posvetovalni referendum. Prosim, Vojko. Mi smo izhajali iz 26. člena zakona o referendumi in ljudski inicijativi in vložili pobudo za naslednjo vsebino. Ali se strinjate s tem, da se nacionalni energetski program Republike Slovenije vključi izgradnja novega več kot 1200 milijonov evrov vrednega 600 megavatnega bloka TEŠ 6 na premog, ki bo v času svojega obratovanja do leta 2054 proizvedel 103 milijona ton izpustov ogljikovega dioksida in za katerega gradnjo bo jamčila
država s poroštvi. Predlagamo, da se ta referendum, tako kot je že moj predhodni sogovornik omenil, izvede z drugim referendumom o malem delu, da se tako izognemo stroškov. Sama izgradnja T6 ne bi pomenila samo onesnaževanja Slovenije, temveč bi pomenila tudi onesnaževanje celotnega planeta, za kar bi Slovenija namenila kazenske točke pri Evropski uniji in to z veliko vsoto denarja. Po letu 2026 pa se evropska zakonodaja zaostruje do take mere, da ta investicija absolutno ne bi bila več racionalna že iz pogleda financ. Glede samega onesnaževanja Šaleške doline pa so že v preteklosti imeli tudi Avstrijci veliko pripomb. Sedaj so nekako v Tešu zagotovili normalno obratovanje bloka 4 in 5, ampak še vedno so na meji predpisov, ki bi povzročili večje onesnaževanje v Avstriji in pa pri nas. Kot vam je poznano, je ta okoliš zelo uničen, saj gozda praktično ni in pa stopnja povečanih obolenj na tem področju se je v preteklosti drastično povečala. Hvala. Imaš še ti, Franci, kaj? Lahko samo presebi, da bi bilo Glede sami pobude, konkretno. Če dovolite, jaz bi samo tako čisto človeškega vidika, če lahko rečem, tako enega pod navednicami normalnega državljana. Torej, kadar si, bi rekel, tako prestreljen z raznimi informacijami, je pravzaprav verjetno ti težko, bom rekel, spet pod navednicami verjeti, ne, če je kaj ja, kaj ne, oziroma kaj je tisto, kar bi, da rečem, vsej pri sebi človek potrdil. Začel bom s tistimi besedami, ki jih je zadnjič v Kopru rekla ministrica, ne, da ona ne prenese izsiljevanja. Torej, izsiljevanje pomeni ali tako ali nič, ne, tako je tudi ona rekla. Mi se zdi, da se me spominja na tistega zdravnika, ki ti reče, kako je kajenje škodljivo, obenem pa vidiš, da ima rumene prste. Ne. Torej, če je zanjo to nesprejemljivo, jaz mislim, da toliko bolj zame kot državljana, če mi da samo eno možnost in druge možnosti je pa samo nič. Ne? To se pravi tema, mraz. No in tega bi, lahko rečem, tako kot državljan pohvalil, zdaj rečem samega sebe, skratka organizacijo AD Alpe Green in pa Inštitut za obnovljive vire, ki sta pripravila prejšnji vikend posvet o ravno tej nacionalnem energetskem planu, na katerem so sodelovali strokovnjaki. Mislim, da povzetek lahko tudi dobite po elektronski pošti oziroma lahko tudi preberem vse, kateri so sodelovali. Vendar jaz bi mogoče samo od teh 7 točk zaključkov tega posveta, namreč naslov je bil obnovljivi vir energije in enakopravni drugim energetskim virom, samo bi rekel par poudarkov. In sicer, da so trajnostni viri energije med temeljne ustavna zajamčena človekove pravice, da je ta projekt, se pravi te termoelektrarne, primer prav netrajnostnega energetskega in neodgovornega obnašanja
da so fosilna in druga netrajnostni viri treba nadomestiti s trajnostnimi viri in mogoče ravno to, kar je utemeljila ministrica, ja se bo dalo nova preko zaposlitev gradbenikom, namreč ne bi zaslužili 150 milijonov evrov temu. Ravno en zaključek od tega je, da pač obnovljivi viri energije odpirajo delovna mesta, zmanjšanje energetske odvisnosti in tako naprej. In ravno na enem od posvetov prav proti terminalom v Tržaškem zalivu je eden od strokovnjakov, mislim, da iz Ženeve, rekel celo, okrog 40.000 delovnih mest bi lahko odpiranje ali pa beko razvoj teh trajnostnih virov energije odprl v naši državi. In pa, da je pač pri umeščanju te obnovljivih virov energije potrebno upoštevati tudi načela ohranjanja biotske raznovrstnosti. In pa, ne nazadnje, jaz mislim to, ker v tem primeru prav tudi termoelektrarne ni bilo upoštevano, pač tudi upoštevanje določil Aarhuške konvencije, skratka vključenje ljudi, državljanov na vseh nivojih pač v možnosti biti obveščen in odločen. In tukaj se mi zdi, da je utemeljeno ravno tudi ta referendum kot neka skrajna oblika, če rečem skrajna oblika v tem smislu, da se drugače ne da priti do drugega kompromisa oziroma do drugega načina soodločanja državljanov o stvarih, ki ne zajemajo samo našo generacijo, ampak tudi tiste, ki bojo, da rečem temu, vse po podatkih, ki jih imamo, napake plačevali. Hvala. Dobro, hvala lepa, Franci. Tako, mi smo zelo nakratko predstavili vsebino in strokovne podlage, ki smo jih pripravili za tale posvetovalni referendum. Večino stvari v pisnem gradivu ste dobili na vaše uredništvo oziroma na vaše spletne naslove, tako da ste si lahko zadevo pregledali. Mi posebnega gradiva danes dodatnega nimamo, ker tak je vam je bil poslan. Tako da jaz bi kar prešel na vprašanje, če so kakšne vprašanja, pa bomo probali poskušali odgovoriti na njih. Prosim. Jaz imam 4 vprašanja, če smem. Omenjate alternative. Pa me zanima, katere so konkretne alternative, da bomo v Sloveniji dobili elektriko v naslednjih 20 letih, ne tako. Alternative so lahko možne. Plinske elektrarne, trenutno, da preko... Ta emisija ni ista kot prej? Ne, ni. Ker ima, da premostimo, lahko do konca povem, to obdobje, da postavimo sončne elektrarne, geometralno energijo in pa ostale vire obnovljivih virov. Katere ostale? Katere ostale? To se predvsem možnost pojavlja manjših hidroelektrarn, potem imamo možnost izkoriščanja morja, sonca, vode. Gradnja TEŠ-6 ni skladna po vašem prepričanju z potrebami Evropske po zmanjševanju CO2. Ja. Ampak strokovni dokumenti TEŠ-a dokazujejo, da se bo dolgoročno bistveno zmanjšala CO2 z izgradnjo TEŠ-6. Kdo pa, pod vprašanje, kdo pa zagotavlja, da ne bodo obratovali vsi 3 bloki? Ker imam jaz informacij na soočanju ker smo dali vlogo kot stranski udeleženec v postopku pri izgradnji vodovodnega sistema hlajenja pri TEŠ-u, so nam odgovorili, da bo možno tudi v obratovanju vseh 3 blokov. To ni res, ampak pa je ta naslednja vaša zadeva, da v bistvu hočete 4. in 5. blok update, kot bi se rekel, da ne bo potrebno. To je pa totalna nujnost, ker te 2 bloka sta ne ekološka in bi sta povzročila še večjo ekološko škodo. Tudi to se z vami ne strinjam, ker imamo
tudi odgovore strokovnjakov, da je to možno izvesti za manjši denar in pa bolj racionalno izkoristiti, tako da bo veliko manjše onesnaževanje je kot pa ta blok 6. Ali je po vašem državljan Slovenije sposoben odgovoriti na tako konkretno vprašanje, kot je recimo stabilnost energetskega sistema v Sloveniji? Ali je sploh možno, da državljan odgovori na referendumsko vprašanje, da bo vedel, kaj sploh odgovarja, kaj pomeni TEŠ v energetski schemi, zakaj TEŠ mora priti v program nacionalni? Po našem mnenju so državljani Republike Slovenije bili dosti obveščeni in so dosti inteligentni, da znajo to odgovoriti. Še zadnje vprašanje se preučujem. Na spletnih sem pač prebral vaše materiale, kar dosti. Na spletni strani ste objavili tudi, da zbirate sredstva za otroke. Koliko ste izbračili? Za otroke? Ste jih namenili? Za otroke? Ja, Alpe Adria Green WordPress.com o nas, navajate številko TRR-a, kjer zbirate sredstva za otroke. Za otroke ne zbiramo sredstva, prosite. Jih pa zbirate za? Sem ne razumel. Jih pa zbiramo za merilno napravo, za merjenje CO2-ja in pa za ostale pline, da dokažemo državljanom Republike Slovenije, da inšpekcijske službe in pa ARSO na tem področju ne delata. Koliko je že sredstva? Trenutno jih imamo 4000 evrov. Če smem jaz le samo krog sredstvo namensko, razen za delovanje organizacije, so se zbirale samo za 2 namena. To, kar je predsednik povedal, ta drug namen je bil pa za pomoč okoljevarstveniku italijanskemu Roberto Giurestanteju, ki je pač član Alpe Adria Green oziroma vodja italijanske podružnice Alpe Adria Green, ki je bil po našem mnenju neupravičeno obsojen na italijanskem sodišču zaradi svojega aktivizma. Ne. To, kar se tiče sredstev za otroke, pa tudi jaz nisem seznanjen, da bi kakorkoli, tako da možno. Hvala za vprašanje, bi ti še kaj na to odgovoril, prosim. Jaz bi samo ko je kolega prej izpostavil, pa se vprašal, katere so konkretne alternative, ki bodo pokrile vrzel v dobavi elektriko v naslednjih 20 letih. Da vprašanje za vse 3. Imate morda konkretne izračune, koliko bi te alternative stale, ker vemo, da so koliko časa, ker da so izjemno drage, pa da so položnice za elektriko tudi niso ravno nizke, pa strinjamo se lahko, da je verjetno potrošnja, ne pa proizvodnja, tudi vprašanje cilj gradnje elektrarne. In da me zanima, kaj več o teh konkretnih alternativah in koliko so vaši konkretni izračuni, če se jih morda pravili za vse 3. No, to je verjetno bilo na seminarju, ne, boš ti, Franci, probal to odgovoriti, točno, kar mene. Ja, točnih izračunov žal nismo delali, zato vemo pa, da se manjše investicije lahko izvajajo po celi državi in pa, da bi po naši oceni to bilo bistveno ceneje. A bi lahko samo do konca, če mi lahko pustite. Ker bi se poleg običajnih virov, kot je voda, lahko gradile tudi te geotermalne toplotne postaje, ki potrebujejo samo 1/3 energije iz omrežja, 2/3 pa dobijo iz zemlje, da je to po našem mnenju bistveno ceneje kot pa ta T6. In pa še druga stopna so sončne elektrarne, ki bi se lahko postavili na večino streh. Imate primerjavo, koliko je postavitev sončnih elektrarn, koliko stroškov glede, imate konkretne izračune? Ja,
Tudi, če je sama investicija dražja, pomeni, da se za leti to veliko več obrestuje, ker prvič ne onesnažuje jemo okolja, drugič pa, da so te fleksibilne enote in pa da lahko pokrivamo lokalni del energetskih potreb. Če dovolite, a vi poznate proizvodnjo sončnih celic? Delno smo se znali, ja. Premalo. Ker to je ena najbolj nasnaženih zadev, ekološko najbolj dvomljivih zadev. Zdaj si pa predstavljate ekoloških sončnih celic za odtehtanje Teša 6. No, čakajte. Ena celica z ena celica. Jaz, mnenje so taka, da pri izdelavi... Ekološko in pri uničevanju. Vi pa dajmo sončne celice, da bo to ekološko. Kam boste pa uničali? Kje boste pa dolgi? Kdo bo pa naredil? Koreja? Nerazviti jug? Kdo? A veste, kje delajo sončne celice? A veste, kdo dela sončne celice? Imamo tudi nekaj proizvajalcev v Sloveniji. A ja, nekaj. Če bo to nadomestil, tež sem zdaj. Kje je vaš dejanski razlog za razpis referenduma? Jo se vprašam. Ker energetski ni, ekološki ni. A ja. Ja, se upravičujem, jaz ga ne vidim. S vašimi rešitvami po geoelektrarni. Dajte analizirati eno plinsko elektrarno. Vse so fanti iz Teša tudi analizirati. Dajte analizirati eno plinsko elektrarno, pa poj govorite na to rešitev. Analizirajte sončne celice, pa poj govorite na rešitev. Ne govorite, da se odrečemo, koliko je megavatni Teš že? Megavatni? Pa kje je to dobro v sončnih celicah? Pa z vodko, z rečica, po občinah. Dajte alternativo, pa bo ljudje rekel, ja, da to je boljš. Vidimo, da ste prišli tukaj agitirati za Teš. Ne, nasprotno, jaz sem za elektriko. Ne, vi ste tukaj prišli agitirati za Teš ali pa za politiko. Presekajmo to, presekajmo. Pač imate vi svoje mnenje, očitno ne boste se s predsednikom... Mi smo svojega povedali in napisali. Več števil, so prečujem, gospod predsednik, več števil. In to je po moje neko zavajanje. Mi smo napisali tudi številke noter. Po temu gradivu. Ki kažejo manjšo porabo sredstev za pridobitev takiste električne energije. Nas v bistvu kot ekološka organizacija sredstva so drugo pomembna kot pa ohranjanje okolja in pa zdravje človeka. A je to zadosten odgovor? Bomo vedel čez 20 let. Prosim. Vemo, da je več pobudnikov, možnih pobudnikov za referendum od Tešu. Med drugim so tudi podpisniki tega memoranduma za spremembo nacionalnih ciljev, nacionalne energetske politike in tako naprej. Pač več je takih pobudnikov, ki je na to že opozarjalo. Ali je tukaj še povezava, ali bo vsak individualno nastopu, ali se boste kaj povezali med sabo, ali kakorkoli. Obstajajo povezave med nami in njimi. Vi verjetno računate na 30 poslancev, ne? Ja. Imate že mogoče kakšne stike oziroma takšne koli mnenja poslancev, da se pridružujejo, ali je še stvar na začetni stopni? Stvar je na začetni stopni, da smo včeraj pobudo vsem, probali smo jih dobiti tudi telefonsko, dobili smo ljudsko stranko, zares, žal se nam ni SD odzval in pa SDS niso hoteli dvigati ali pa so imeli druge zadržke. Kdaj računate, da boste dobili njihove odgovore, oziroma če ne boste uspeli zbati 30 podpisov, da potem zbirati podpise? Ja, bomo šli zbirati podpise verjetno
po klasični metodi. Dokaj bodo počakali, Prosim? Dokaj bodo počakali na poslanci, če jih bodo? Ja, zdaj do četrtka, če bodo za to, da se priključi referendum o malem delu, da se izvede referendum skoraj brez stroškov, ker nočemo obremenjevati državnega proračuna. No, nekaj dodatnih stroškov vse je, ne, tudi če se Ja, iste časa. papirja, ne. Če mogoče kakšno vprašanje še. Če ne se vam zahvaljujem za vaš čas, še enkrat vam povem, da je vsa gradiva dostopno na naši spletni strani. Če kakšno vprašanje ni bilo zadovoljivo odgovorjeno, se vam opravičujem. Bomo pa smo zapisali vprašanja, bomo poskušali na njih odgovoriti mogoče z bolj strokovnimi podlagami, da bo to... In bomo tudi dali izjavo za javnost na ta vprašanja. Hvala lepo.